Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke Radia Ognjišče in Radia Slovenija programa Ars. Pred nami je prenos svete maše, ki bo tokrat iz stolne cerkve svetega Nikolaja v Murski Soboti. Na današnjo 14. nedeljo med letom bo maševal stolni župnik Goran Kuhar. S petjem bo sodeloval stolni mešani pevski zbor svetega Nikolaja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha bodi vedno z vami. Dragi bratje in sestre, spoštovani poslušalci in poslušalke Radia Ognjišče in Radia Slovenija, studio Ars, lepo pozdravljeni danes, ko obhajamo 14. nedeljo med letom in bomo pri tej evharistični daritvi posebej molili in prosili za pokojno Marijo in Franca Gerlec. Odprimo svoja srca Bogu, ki nam danes po svoji besedi govori in nas vabi, da živimo svoje poslanstvo kristjana, katoličana v svetu, da nas pošilja, kakor bomo slišali v današnjem evangeliju, na veliko njivo, da vsem ljudem prinesemo tisto, kar osrečuje nas, kar krepi naše duše in naša srca, to je Jezus Kristus. Na začetku svete maše pa poglejmo svoje srce, priznajmo in obžalujmo svoje grehe, da bomo pripravljeni obhajali sveto daritev. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo in svetnike, usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.
Bogu navišava. Usmiljeni Bog, s ponižanjem svojega Sina si dvignil padli svet in nas osvobodil sužnosti greha. Naj se tega veselimo zdaj in večnosti s Kristusom, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Prvo berilo je iz knjige preroka Izaija. Veselite se, hčerjo Jeruzalemsko, radujte se nad njo vsi, ki jo ljubite, uživajte z njo veselje vsi, ki žalujete nad njo, da se nasesate in nasitite iz prsi njenih tolaž, da se nasrkate in okrepite iz naročja njene slave. Kaj ti tako govori Gospod? Glej, napeljal bom k njej mir, kakor reko, slavo narodov, kakor poplavljajoč hudournik, iz katerega boste pili. Naročju vas bodo nosili, na kolenih ljubkovali. Kakor mati tolaži svojega otroka, vas bom jaz tolažil, v Jeruzalemu boste potolaženi. Videli boste in vaše srce se bo veselilo, vaše kosti bodo brstele kakor trava. Gospodova roka bo očitna na njegovih služabnikih. Božja beseda.
Berilo iz pisma apostola Pavla Galačanom. Bratje in sestre, meni pa Bog ne daj, da bi se hvalil, razen s križem našega Gospoda Jezusa Kristusa, po katerem je bil svet križan zame, jaz pa svetu. Kajti niti obreza nič ne velja, niti ne obreza, ampak nova stvaritev. Nad vsemi pa, ki bodo živeli po tem pravilu, naj bosta mir in usmiljanje, kakor tudi nad Božjim Izraelom. Odslej naj mi nihče ne povzroča nevšečnosti. Jaz namreč nosim Jezusova znamenja na svojem telesu. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa naj bo z vašim duhom, bratje. Amen. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Tisti čas je Gospod določil še drugih 72 in jih poslal pred seboj po 2 in 2 v vsako mesto in kraj, kamor je sam nameraval. Rekel jim je: žetev je obilna, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Pojdite, pošiljam vas, kakor jagnjeta med volkove. Ne nosite seboj ne denarnice, ne torbe, ne sandal in spotoma nikogar ne pozdravljajte. V katerokoli hišo pridete, recite najprej mir tej hiši. In če bo v njej sin miru, bo na njem počival vaš mir. Če pa ne, se mir povrne k vam. V tisti hiši ostanite, ter jejte in pite, kar vam dajo, kajti delavec je vreden svojega plačila. Ne hodite iz hiše v hišo. V katerokoli mesto pridete in vas sprejmejo, jejte, s čimer vam postrežejo. Ozdravljajte bolnike, ki so v njem, in jim govorite: približalo se vam je Božje kraljestvo. To je Kristusov evangelij. Hvaljen Jezus. Spoštovani poslušalci, ki nas spremljate preko radijskih valov, dragi bratje in sestre, današnji evangelij me nagovarja že v prvih besedah, ki smo jih slišali, in sicer, da je Jezus izbral 72 mož, ki jih je poslal pred seboj v vasi, kamor je sam želel priti. Kakor da je hotel povedati: pojdite pred menoj, pripravite ljudi, pridem za vami. 12 apostolov je Jezus poklical posebej in teh 12 apostolov so bili prvi škofje, se pravi posvečeni ljudje. 72 pa so bili verjetno laiki. Ljudje, ki jih je Jezus poslal, da pripravijo njemu pot, da v srcih ljudi, katerim so poslani, pripravijo takšno vzdušje,
takšno razpoloženje, da bodo ljudje, ko pride Jezus, Jezusa sprejeli. Čeprav v današnjem evangeliju Jezus naroča, prosite gospodarja žetve, naj pošlje delavcev na svojo žetev, ne bom govoril o duhovnih poklicih, bi pa rad z vami podelil to, k čemur me evangelij spodbuja, in sicer poslanstvu vas, dragi bratje in sestre, laikov. Vi, ki ste po krstu in birmi poklicani in imate dolžnost, da Kristusa prinašate v svet, kjer živite in delujete. Podobno kot v današnjem evangeliju ste poklicani, da tam, kamor moja beseda, moja pridiga, kamor moj korak ne seže, prihajate pred Jezusom, da pripravite srca ljudi, da jih razpoložite, da bo Jezus lahko našel mesto v njih. Tukaj pa tudi ob radijskih sprejemnikih smo ljudje različnih poklicev in položajev. Smo starši, očetje, matere, učitelji, zaposleni, delodajalci, strokovnjaki, študenti, dijaki. Vse to smo. Ampak kakor pravi eden izmed pisateljev, to ni dovolj. Mi bi morali biti krščanski oče, krščanska mati, krščanski odvetnik, krščanski zdravnik, krščanski uslužbenec, krščanski župan, krščanski svetnik. Če smo kristjani, smo po krstu k temu poklicani, da smo prav to. Da je biti kristjan 24-urna služba 7 dni v tednu. Da ni tako kot kmašni gvant, kmašna obleka. Samo za nedeljsko dopoldne, ko se lepo oblečemo in pridemo k sveti maši, in smo svojo nalogo in poslanstvo zaključili. Ne, prav po maši nas Gospod pošilja, tako kot 72, pojdite pred menoj, pripravite ljudi. Dragi bratje in sestre, kot laiki ste poklicani in imate dolžnost, da svoje življenje živite tako, da bo pričevanje za druge. Med nami živijo ljudje, ki Jezusa ne poznajo in zdaj niso slišali. Poslani smo k tistim. Med nami so ljudje, ki so o Jezusu slišali, pa ga ne poznajo. Med nami pa so tudi taki, ki so Jezusa slišali, bili krščeni, bili pri sveti birmi, prvem obhajilu in so počasi otavali stran. So zapustili to, kar so prejeli, in so oddaljeni kristjani ali kristjani, katerih imena so zapisana zgolj v matičnih knjigah naših župnij. K vsem tem ste poslani, dragi bratje in sestre, tako kot 72 iz današnjega evangelija. Drugi Vatikanski cerkveni zbor je izdal poseben odlok, ki govori o poslanstvu laikov, neposvečenih, poslanstvu, kateremu ste poklicani in kateremu vas danes še posebej izzivam. In ta odlok se obrne na nekaj skupin ljudi. Najprej se obrne na krščanske zakonce, na moža in ženo. In takole pravi: krščanski zakonci so drug drugemu, svojim otrokom in ostalim domačim sodelavci za milost in pričevalci za vero. Svojim otrokom so prvi oznanjevalci in vzgojitelji vere. Z besedo in zgledom jih vzgajajo k krščanskemu in apostolskemu življenju, modro jim pomagajo pri izbiri poklica ter z vso skrbnostjo gojijo duhovni poklic, kjer so ga morda v otrocih odkrili. Izmed raznih oblik družinskega apostolata naj naštejemo naslednje. Poslušajmo,
kaj naroča koncil krščanskim zakoncem. Posvojitev zapuščenih otrok, prijazno sprejemanje tujcev, pomoč pri upravljanju šol, svetovanje in pomoč mladini, pomoč zaročencem, da se bolje pripravijo na zakon, pomoč pri poučevanju krščanskega nauka, podpora zakoncem in družinam, ki so v gmotni ali naravni stiski, in preskrba starih ljudi. Tu je vaše poslanstvo. Odlok se obrne tudi na mlade. Mladi so v današnji družbi moč, ki je zelo velikega pomena. Z dozorevajočo zavestjo svoje osebnosti, polni življenjskega žara in kipeče dejavnosti, prevzemajo odgovornost ter hočejo v družbenem in kulturnem življenju igrati svojo vlogo. Mladi morajo postati prvi in neposredni apostoli mladih. Sami naj z lastno odgovornostjo apostolsko delujejo med svojimi vrstniki in upoštevajo družbeno življenje, v katerem živijo. Poslanstvo za vas, dragi mladi, posebej v času oratorijev, ki so po naših župnijah. Odlok se obrača tudi na družbeno življenje in pravi: apostolat v družbenem okolju je prizadevanje, da krščanski duh preoblikuje mišljenje, zakone in ustroj družbe, v kateri kdo živi. Na tem področju morajo laiki apostolsko delovati kot enaki med enakimi. Tu dopolnjujejo pričevanje življenja s pričevanjem besede. Tu, pri delu, poklicu, študiju, na stanovanju, med oddihom ali v družbi, so oni najbolj pripravni, da pomagajo bratom in sestram. In na koncu dokument pravi: vsem krščanskim vernikom je torej naložena častna obveznost truditi se za to, da bi vsi ljudje po vsej zemlji spoznali in sprejeli odrešensko Božje oznanilo. Jezus danes pošilja tudi vas. Če je v vas kaj kipečega veselja, prepričanja, da Jezus resnično živi, da je Jezus bogastvo za vaše življenje, ne sme ostati zaprto samo v vašem srcu, ampak ste poklicani, poslani, da pripravljate pot za tega Gospoda, ki ga sami nosite v srcu, tudi drugim ljudem. Tako kot drugim želimo dobro, tako kot do drugih imamo dobre želje, je še bolj pomembno, da drugim prinesemo to, kar nas usrečuje, kar nas bogati, Jezus Kristus, ki živi v našem srcu. Če nam je všeč ali ne, nas ljudje opazujejo, sploh če vejo, da smo kristjani. Pridigamo svojim zgledom, dobrim ali slabim, oznanjamo svojimi besedami ali besedami, ki prihajajo iz naših ust, kakršnekoli že so. Ljudje bodo iz naših dejanj opazovali nas in jih ne bodo pozabili. In tisto, kar vidijo v življenju kristjana, kar vidijo v vašem življenju, verjamem, da je velikokrat edino, kar vidijo, ker moje pridige ne slišijo, gledajo pa vaše življenje, ki je lahko vredno tisoče dobrih ali tisoče slabih pridig. Amen. Pa izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, vsevidnih in nevidnih stvari, Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki. Pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom, po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se utelesil iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je mrtvih stal, v pričevanju pisma, in je šel v nebesa,
sedi na desnici in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve. Njegovemu kraljestvu ne bo konca in svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in v eno sveto katoliško in apostolsko cerkev, v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Bratje in sestre, Jezus nas vabi, naj delamo za mir, da bi mogli slediti njegovemu vabilu, ga zaupno prosimo. Da bi si cerkveni predstojniki neotrudno prizadevali za mir in slogo med narodi. Da politiki in državni voditelji ne bi podžigali sovraštva in nasilja do drugače mislečih. Da bi bili kristijani velikodušni in bi si prizadevali za rast Božjega kraljestva. Da bi tisti, ki trpijo zaradi duševnih bolezni, okusili oporo bližnjega in tvojo tolažbo. Da bi bili vsi, ki so prestopili prag večnosti, po naših molitvah rešeni trpljenja v vicah. Sprejmi v družbo svojih angelov in svetnikov pokojno Marijo in Franca Gerlec, ki se jo v tej maši spominjamo. Jezus, knez miru, poživi nas svojo milostjo, da bomo vztrajno in neomajno pričevali zate, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Hvala in čas svojemu imenu, blagor tudi nam in vsej svoji svetici. Gospod naš Bog, Tebi izročamo te darove, očisti nas grehov in nam pomagaj, da bo iz naših dejanj vsak dan bolj odsevalo Božje življenje, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, da se ti zahvaljujemo in tebe vsemogočni večni Bog vedno slavimo in hvalimo po našem Gospodu Jezusu Kristusu.
Svojim rojstvom je prenovil človeštvo, svojim trpljenjem uničil naše grehe, svojim vstajenjem nam dal pravico do večnega življenja in svojim vnebohodom odprl nebeška vrata. Zato ti z vso množico angelov in svetnikov pojemo hvalnico in nenehno vzklikamo. Vsemogočni Bog, resnično si svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem Gospodu Jezusu Kristusu z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. V vseh časih zbiraš svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zbrani smo na prvi dan v tednu, ko je naš Gospod stal od mrtvih in nam podaril večno življenje. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj opajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere. Usmiljeni Bog, opajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega vstajenja in vnebohoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. Zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev.
Ozri se na daritev svoje cerkve in glevnje jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bomo eno telo in en duh v Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvjo. On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prejeti dediščino s tvojimi izvoljenimi. Najprej s preblaženo devico Božjo materjo Marijo, njenim ženinom svetim Jožefom, svetimi apostoli, slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo. Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj veri in ljubezni na zemeljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, apostolskega administratorja škofa Petra, veškofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre, pokojno Marijo in Franca Gerlec in vse, ki so se v tvoji milosti ločili z tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deliš svetu vse dobrine. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu, Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Skupaj kot ena družina Božjih otrok počastimo našega nebeškega Očeta z molitvijo, ki nas je naučil Jezus Kristus. Oče naš, v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. Temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Pa si v znamenje miru in sprave podajmo roki.
Verjemite, to je Jezus, jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem veden, da prideš k nam, ampak reci le besedo. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.
Molimo. Večni Bog, obogatil si nas tolikimi darovi, prosimo, nadaljuj v nas svoje odrešenje, da te bomo lahko brez konca hvalili. Po Kristusu našem Gospodu. Začne se z delom ljubezni, z delom dobrodelnosti, s tistim najosnovnejšim, kar pokažemo svojim bližnjim, da kot laiki svetu prinašamo Kristusa najprej s tem, da preprosto ljubimo, da imamo radi, da vidimo in smo dobrodelni. In tisti drugi bo vprašal, zakaj to delaš. In takrat boš lahko povedal, zato ker poznam Jezusa in želim, da ga spoznaš tudi ti. Naj vas Božji blagoslov spremlja na vseh poteh, vse posod, kjerkoli boste, da boste zveste Jezusove priče, najprej v ljubezni, nato pa veselem oznanilu. Pa pripravimo srca za Božji blagoslov. Gospod z vami. Bog svetolažbe naj vodi vaše dneve v svojem miru in vam podeli svoje darove. Rešuje naj vas vsakega nemira in utrjuje vaše srca v svoji ljubezni. Podari naj vam živo vero, upanje in ljubezen, da boste naredili na tem svetu čim več dobrega in srečno prišli v večno življenje. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Pojdite v miru. Drage poslušalke in dragi poslušalci, poslušali ste prenos evharistične daritve na 14. nedeljo med letom iz stolne cerkve svetega Nikolaja v Murski Soboti. Maševal je tamkajšnji stolni župnik Goran Kuhar. S petjem je sodeloval stolni mešani pevski zbor svetega Nikolaja. Tehnična izvedba prenosa Radio Ognjišče in tehnik Aleš Karba. Spoštovani poslušalci in cenjene poslušalke Radia Ognjišče in Radia Slovenija programa Ars, lepo nedeljo še naprej vam želimo.